Hört man mich? Ja, wunderbar. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Tilman Sprickelsen. Ich freue mich ganz enorm, dass wir die Gelegenheit haben, heute über eine ganz spezielle Region von Slowenien zu sprechen und auch über Besonderheiten der Geschichte. Aber zuerst werden wir eine Begrüßung bekommen von Frau Vesna Hummer. Sie ist Staatssekretärin für die Slowenen im Ausland. Herzlich willkommen. Hvala lepa, dober dan vsem. Res mi je veliko zadovoljstvo in čast, da vas lahko pozdravim na začetku tega dogodka. Ne samo zaradi obeh protagonistov, ki sta ustvarjalca in raziskovalca z izjemnim opusom in ju oba globoko cenim. Oba prihajata iz tega obmejnega prostora, iz prostora seveda tudi konfliktov, ampak predvsem srečevanj in izmenjav. Ampak tudi zaradi teme, o kateri govori monografija, ki jo danes predstavljamo, zgodba o Tonetu Kralju in o duhovnikih, ki so mu odpirali vrata cerkva v najbolj temnih zgodovinskih časih za Primorsko, je pravzaprav zgodba o tem, kako človečnost živi in preživi onkraj vseh sovraštev in ideologij in kako je ravno umetnost najpogosteje tisti kanal, skozi katero se ta človečnost izraža in pridobiva moč. Upam, da bo tudi frankfurtski oder pripomogel k temu, da bo ta res čudovita, izjemna zgodba bolj znana v globalnem in evropskem smislu, kajti se mi zdi, da tudi trenutek je tak, ko razmišljamo o vseh teh kompleksnostih. Trenutek je tak, ki take zgodbe in taka sporočila potrebuje in prepričana sem, da so te zgodbe iz prostorov meje lahko pomembno sporočilo za Evropo in svet 21. stoletja. Ob tem seveda še enkrat iskrene čestitke tako avtorju monografije kot profesorju Košuti, ki bo sodeloval na tej predstavitvi in vsem vam seveda prijetno poslušanje. Hvala lepa. Ja, ganz herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, in diesem Frühjahr fuhr eine Gruppe von Journalisten nach Slowenien, um das Gastland der kommenden Buchmesse ein wenig kennenzulernen. Wir trafen Schriftsteller in Ljubljana und in Bled. Wir fuhren auch übers Land, um einen Eindruck von der landschaftlichen Vielfalt zu gewinnen. Und wir stießen beim Lesen der Romane, im Gespräch mit Autoren und Historikern immer wieder auf die Spuren einer wechselvollen Geschichte. Mit all dem konnte man vielleicht rechnen. Womit ich persönlich nicht gerechnet hatte, ist eine Geschichte wie die des Malers Tone Kralj. Ich hörte zum ersten Mal davon, als ich mich auf die Reise vorbereitete. Eine Reise, die mich auch in 2 Kirchen im Westen Sloweniens führte. Neben mir sitzt Egon Pelikan. Er ist Kunsthistoriker, der in Ljubljana studierte, Gastprofessuren unter anderem in Essen und Leipzig bekleidete und seit 1998 am Institut für historische Studien des Zentrums für Wissenschaft und Forschung in Koper arbeitet. Sloweniens Hafenort an der Adriaküste. Egon Pelikan, der das Institut heute leitet, hat uns deutschen Journalisten im Frühjahr jene 2 Kirchen gezeigt, stellvertretend, wie ich seinem Buch über Tone Kralj entnehme, für viele, viele andere Kirchen. In ihrem Inneren zeigt er uns die Bilder des Malers, die in der Zeit der italienischen Besatzung entstanden sind und in denen Tone Kralj Zeitgenossen wie Hitler, Mussolini und D'Annunzio porträtierte. Darüber werden wir gleich sprechen. Herzlich willkommen, Egon Pelikan. Vor unserem Gespräch über den Maler möchte ich Ihnen noch unseren anderen Gast vorstellen. Miran Košuta wurde in Triest geboren und arbeitet an der dortigen Universität als Professor für slowenische Sprache und Literatur. Außerdem ist er Schriftsteller, Übersetzer und, ich muss sagen, das hat mich besonders beeindruckt, Klarinettist. Und er ist auf jeder Ebene, vielleicht mit Ausnahme der Klarinette, mit dem Zusammenleben zwischen der slowenischen und der italienischen Kultur befasst. Herzlich willkommen, Miran Košuta. Herr Košuta, in Ihrer Heimatregion haben diese beiden Kulturen eine wechselvolle Geschichte des Zusammenlebens. Wenn wir besonders die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen in den Blick nehmen, welche Rolle spielte die slowenische Literatur damals in Italien?
Torej, hvala najprej Tilmanu Šprekelsenu za to lepo predstavitev. Jaz bi pravzaprav na to vprašanje odgovoril z besedami kolege, zgodovinarja Egona Pelikana, ki je na 39. strani monografije Tone Kralj in prostor meje takole opisal kulturne razmere, ki so vladale med Slovenci v Julijski krajini za časa fašizma. Pod popolnim nadzorom so bile vsa jezikovna umetnost, literatura in glasba s slovenskimi besedili na vseh javnih prostorih, razen v cerkvi. Ta ugotovitev je kajpak na mestu, ker je fašizem povsem prepovedal slovensko besedo, zato je bila v obdobju med obema vojnama tudi slovenska književnost na Primorskem prisiljena k molku ali k poniknjenju v ilegalo. No in poleg splošnih fašističnih ukrepov proti slovenskemu življu v Julijski krajini, od ukinjanja društev, recimo do ukinjanja priimkov, do toponomastike, italijanizacije recimo imen, krajev, kazenske premestitve slovenskih učiteljev in podobno, so avtohtono literaturo specifično prizadeli predvsem fašistični zakoni o tisku in zakoni o šolstvu. Zakon o šolstvu je zakon, ki ga je leta 1923 pravzaprav krstil takratni minister za kulturo in filozof Giovanni Gentile. V naslednjih 5 letih do leta 1928 je popolnoma ukinil vse slovenske šole na tem ozemlju. No, prva in najvidnejša posledica te Mussolinijeve etnične čistke Slovanov, ali kot jih je sam nazival čimiči alloglotte, se pravi tujejezičnih stenic, je bila močna emigracija slovenskega in hrvaškega življa v 20. in 30. letih 20. stoletja. Preko 100 000 slovenskih izseljencev je pač od prihoda Italije na Primorsko novembra 1918 pa vse do začetka druge svetovne vojne zapustilo te kraje, udejanilo biblijski eksodus. Med izseljenci, ki jih je fašizem izgnal s Primorske, je bila tudi kopica zelo kakovostnih avtoric in avtorjev, leposlovcev, ki so se preselili z večine s Tržaškega in tudi z Goriškega, seveda. S Tržaškega recimo so v osrednjo Slovenijo, se pravi v takratno kraljevino SHS, Srbov, Hrvatov in Slovencev in poznejšo kraljevino Jugoslavijo, odšli denimo za primer Marica Nadlišek Bartol s sinom Vladimirjem in s celo družino, in to že leta 1919, potem Rade Pregarc, Mara Samsa, Igo Gruden, Rado Bordon, Janko Samec, Dora Gruden, navajam samo književnike in književnice, Bogomir Magajna, Milan Lipovec in mnogi drugi. Goriško so morali zaradi fašističnega ali poznejšega nacističnega terorja zapustiti Ivo Šorli, Radivoj Rehar, Joža Lovrenčič, Danilo Lokar in seveda še druge številne ustvarjalke in ustvarjalci. Z njihovim odhodom je bila dejansko obglavljena intelektualno-umetniška elita slovenskega naroda v Italiji. Predvsem pa je emigracija vseh teh avtorjev, če že ne ohromila, vsaj močno zavrla slovensko literarno ustvarjanje na Primorskem v 20. in 30. letih 20. stoletja. Zato bi med krajevnimi slovenskimi leposlovci tega časa težko našli recimo Tonetu Kralju in njegovi antifašistični likovni markaciji rapalske meje primerljivega pisca. Vendar je vrsta primorskih ustvarjalcev, ki so kljub Mussoliniju vztrajali na domačem ozemlju,
le metaforizirala v lastno literarno izpoved svoj protifašizem in pozneje protinacizem. Čeprav redkeje kot Tone Kralj na cerkvenih freskah, so namreč tudi ti leposlovci uspeli izdaviti svoj uporni literarni krik zoper obe diktaturi. Namesto s čopičem pa so s prepovedano slovensko besedo izportretirali na papirno platno včasih tudi ista kraljeva, videli jih bomo čez par minut, ista kraljeva diktatorska lika, se pravi Mussolinija in Hitlerja. Tako je na primer eden največjih svetovnih pesnikov 20. stoletja, Srečko Kosovel, ki je fašistični požig Narodnega doma leta 1920 obsodil v svoji pesmi že Italijanska kultura, Mussolinija besedno naslika v koncu pred kapitulacijami. Ta konc je iz leta 1925 in tam ga upodablja kot Nerona v rdečem krvniškem plašču. Svoj literarni odpor diktaturi in politično solidarnost z ilegalnima primorskima organizacijama Borba in Tiger, ki sta se prvi v Evropi atentatno zoperstavili fašizmu, pa je metaforično kodiral tudi v znameniti konc Tiger. Konc se imenuje enostavno konc, pozneje ga je literarna zgodovina zato, da bi ga ločila od ostalih besedil, poimenovala konc Tiger leta 1925, v katerem prav Tiger, kar je kratica za Trst, Istro, Gorico in Reko in za to ilegalno organizacijo, v katerem torej prav Tiger skoči na krotivca in ga raztrže, enako kakor bo slovenski narod planil na dompterja, pravi Kosovel, na dompterja Mussolinija in ga spravil, seveda Mussolinija ne imenuje, ampak ga spravil z odra zgodovine. Ker, tako pa zadnji vers konca, človek ni avtomat. V slovenski književnosti tega časa pa je italijanskega dučeja izportretiral tudi Vladimir Bartol, ko je leta 1927 vlil marsikatero njegovo potezo protagonistu svoje na to leta 1933 objavljene novele Don Lorenzo. Čeprav je namreč sam avtor Bartol imel tega Don Lorenza za učlovečenje hudiča, ni mogoče spregledati, da je pripoved, tako kot je dejal Bartol, tudi projekcija realnih izkušenj takratnega časa, torej v daljnjo renesanso, saj je kot takratni italijanski Benito tudi renesančni Don Lorenzo sin kovača v bližini Padove. In kot resnični mandant potem Mateotijevega umora leta 1924 prav enak leposlovni naročnik maščevalskih ubojev nasprotnikov. Bartol pa se je v besedovanju Mussolinija in ostalih diktatorjev, ki so obvladovali politično dogajanje v Evropi med obema vojnama, še intenzivneje posvetil potem v romanu Alamut iz leta 1938. Njegov protagonist Hasan ibn Saba je namreč zvarjen tudi iz psihološke in značajske zlitine vseh treh takratnih diktatorjev, Mussolinija, Hitlerja in Stalina. O tem ne pričajo samo številne podobnosti izmailskega vodje z evropskimi trinogi, tu bi jih lahko navajal še in še, ampak celo zanimiv Bartolov ugankarski zapis Alamutjana, ki se glasi Mussolini, Hitler, Chamberlain, Daladier, ki vinče v italijanščini, se pravi Mussolini, Hitler, Chamberlain, Daladier, kdo zmaga. In če potem od zgoraj navzdol preberete tretjo črko vsake od navedenih besed, dobite odgovor, se pravi Stalin. Mussolini, Stalin. Torej,
Bartol je, kakor Tone Kralj, zavestno, namensko šifriral v svojo literaturo značajske in psihološke obraze takratnih evropskih diktatorjev, da bi razgalil ideološke in politične vzvode njihove manipulativne oblasti in s tem posredno romaneskno podprl tudi primorski antifašizem, tudi boj recimo prijatelja Zorka Jelinčiča in ostalih tigrovcev za narodno svobodo. Še izrecneje je potem svoj upor fašizmu in nacizmu izkričal v lastnem leposlovju France Beuk, eden izmed redkih slovenskih pisateljev, ki je kakor kralj vztrajal med vojnama na ozemlju rodne Primorske pod Italijo, da bi kulturno, literarno, založniško pač zoprval fašizmu. Emblem tega njegovega književnega odpora je predvsem leta 1938 izdani roman Kaplan Martin Čedermac po resničnem dnevniku beneškega duhovnika Antona Kufola, izpisana zgodba o pokončnem kljubovanju slovenskega kaplana fašistični diktaturi in njenemu izrinjanju slovenščine iz cerkve. Bevk je potem še po vojni nadaljeval z leposlovno obsodbo fašizma, to je zlasti v povesti Črni bratje razkril potem leta 1952 prek tragične zgodbe 14-letnega Mirka Brezavščka in tajne naslovne združbe goriških dijakov, kako je režim mučil in moril celo slovenske mladoletnike. Ob Kosovelu Bartolu Bevku je kajpak bolj tajno kot javno leposlovno gojilo svoj antifašistični odpor še mnogo drugih slovenskih književnic in književnikov, naj navedem samo zaradi strnjenosti glavne, Iga Grudna, Alojza Gradnika, Mare Samsa, Mire Mihelič, vse do Mire Mihelič, vendar ker je bilo potem v 20. in 30. letih to delovanje in ustvarjanje javno prepovedano, ne čudi, da je do pogostejše literarne upodobitve fašizma in nacizma prišlo šele v podrugovojnem času. Od Borisa Pahorja prek Ljubke Šorli recimo, pa vse do Alojza Rebule, njegove novele Mali Duče recimo, ali romana Kačja roža, skoraj ni pomembnejšega primorskega avtorja, ki ne bi po drugi svetovni vojni snovno in motivno črpal iz tega tragičnega obdobja fašistične in nacistične okupacije slovenskega ozemlja. Pravi tematski pospešek pri obravnavi fašizma in nacizma v slovenski primorski literaturi pa je zaznati šele v zadnjih letih. Od Dušana Jelinčiča, ki je tudi tu gost na sejmu, prek Marija Čuka in njegovih romanov do Borisa Pangerca in drugih seveda nemalo današnjih piscev vsega po snov v tragično polpreteklo zgodovino Primorske, v obdobje pred in med drugo svetovno vojno, da bi umetniško končno svobodno obsodili tedanji genocid nad slovenstvom, s tem pa posredno literarno ostabrili zdajšnja identitetna, preživetvena in razvojna prizadevanja slovenskega naroda, tako v Italiji, kakor v Sloveniji. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Kossuth. Ich habe eine Menge gelernt und natürlich dachte ich auch in Ihrer Erzählung daran, wie dann eben Werke wie Alamut diese Symbolik haben, bis heute fortleben. Gestern Abend, ich weiß nicht, wer zufällig in der Jahrhunderthalle war und Laibach gehört hat, die also ihre Version von Alamut aufgeführt haben. Herr Pelikan, sprechen wir nun über den Maler Tone Kralj. Wo kommt er her und welche Ausbildung hat er bekommen? Hvala lepa, se slišimo. Ja, Tone Kralj je prihajal iz Dolenjske, iz Dobrepolja, iz Zagorice, majhne vasi, ki pa je dala Slovencem dva velika umetnika, to sta brata Tone in France Kralj, ki sta ključno zaznamovala slovenski ekspresionizem v slikarstvu
in upodabljajoče umetnosti sploh. In jo lahko štejemo, ali po njih, bom tako rekel, lahko merimo domet in doseg slovenskega ekspresionizma v likovni umetnosti v času med obema vojnama. To bi bila prva in osnovna informacija. Zdaj pa potem seveda sledi življenjska zgodba Toneta Kralja, ki sega najprej v Evropo, potem pa kmalu na Primorsko. Zdel se je zelo primeren človek, ker si je upal takrat v času obdobja, ki ga je opisal kolega Košuta, ki se je v tem času upal zoprstaviti se fašizmu s poslikavo Cerkva. To je en prav posebna zgodba, se pravi, nastal je nek slovenski obrambni limes na etnični meji, z etnično mejo mislim mejo stika med dvema etnijama, da ne bo nesporazuma. Ne? In na tej etnični meji Tone Kralj poslika več kot 50 cerkva, rečem več kot 50, 46 celoti, rečemo približno zato, ker ponekod je potem od teh 46 naprej samo prezbiteri, stranski oltarji in tako naprej. Vsekakor pa je naredil eno potezo, ki je v Evropi ni najti. Pred nekaj leti, 4 leti smo imeli simpozij, kjer smo povabili strokovnjake za tako imenovano ideološko markacijo prostora ali pa metodologijo spatial turna. In če bi kje kaj takega obstajalo, bi za to vedeli. So bili ljudje kot Diego de Rivera, kot Frida Kahlo, marsikdo, ki so politične motive risali na stene. Ampak da bi se nekdo spravil narisati 120-kilometrsko mejo od Svetih Višarij, Montelusari, Sveti Višarije do Trsta, tega, česa takega v evropski zgodovini, ideologiji, likovne umetnosti, skratka teh kombinacij, nimamo. To bi bilo v grobem to. Möchten Sie uns nun einige dieser Bilder zeigen? Ja, bom moral skočiti na PowerPoint. Dobro. No, tukaj na tej sliki vidite, tale pointer ni najboljši, ampak z rdečimi pikicami vidite poslikave, ki jih je Tone Kralj napravil v času med obema vojnama in potem še naprej po drugi svetovni vojni. Skratka, izrisal je ta slovenski limes, ki mu ne botruje orožje, ampak likovna umetnost. Gre pa za to, da smo pri analizi v knjigi, ki je pred nami, uporabili ta tako imenovani spatial turn metodologijo. To pomeni, to je nekaj sorazmerno novega, čeprav spet ne tako novega. Že v 90-ih letih smo v Gradcu pod vodstvom profesorja Helmuta Konrada, zelo zanimivega človeka, tudi rektorja univerze, delali na tem, kaj so to ideologije v prostoru. Tukaj smo se pa potem posvetili temu, tukaj smo, kako je to funkcioniralo v 20. stoletju in v knjigi opisujem to, pač, da je v Srednji Evropi namreč cela vrsta teh posegov v prostor z stavbami, z arhitekturo, z markacijo, ideološko markacijo prostora ali drugače povedano z ideologijo v prostoru. Tukaj vidimo recimo tipične romanità, italianità, oznake v prostoru. To so vse te fašistične organizacije, dopo lavoro, poštni uradi, hiš, Casa del Fascio in tako naprej. Poleg tega tukaj manjkajo seveda kostnice, table, spominske plošče, spomeniki padlim prvi vojni in tako naprej. S tem je zaznamovan celoten prostor, ta isti prostor, ki ga na drugi strani zaznamuje tudi Tone Kralj. Nekaj podobnega se je zgodilo tudi na Južnem Tirolskem, tudi tam je bila represija približno identična in tukaj se seveda Tone Kralj s svojimi poslikavami vključi s tem, da se poveže z tole tajno organizacijo, zborom svečenikov svetega Pavla, približno 300 duhovnikov, ki jih je financirala tudi Kraljevina Jugoslavija z seveda čisto očitnimi irredentističnimi nameni. To so bili namreč časi, ko manjšine niso bile mostovi med narodi, ampak so bile potencialno omogočale eventuelno ponovno ali novo zasedbo tujega teritorija.
Seveda vse to poteka na tej nacionalni ravni, treba je omeniti, da so bile takrat kulture zelo, zelo nacionalne ali nacionalistične, če hočete, še kakor bolj kot zdaj, ne, v tem globalni zgodbi. Tako da lahko rečemo, da se je vse, kar se je dogajalo znotraj nekih nacionalnih kontekstov. Zato tudi ta etnocid, ne, nad Slovenci v Julijski krajini. Zdaj seveda povezava s temi duhovniki, financiranimi tudi iz Jugoslavije, iz kraljevine, ne, z tem iredentističnim namenom, tako da lahko mirno govorimo o slovenskem iredentizmu, katerega pristaš je seveda tudi Tone Kralj. Kot sem že rekel, kraj markira prostor znotraj ideoloških izhodišč, antifašizem, katolicizem, nacionalitet oziroma nacionalnost ali tudi nacionalizem, če hočete. O tem nima pomena. Slovenci vedno radi izumimo kakšno nadomestno besedo za marsikaj, ne, ampak v resnici operiramo tudi v tem času z istimi kategorijami. Kar je fascinantno in neverjetno, da si en človek upa to narediti v cerkvah in da take zgodbe narisati etnično mejo od Svetih Višarij do Trsta, kot rečeno, nima noben drug evropski narod. Gotovo je to neverjetno pričevanje nekega časa, nekega upora totalitarizmom. In če pomislimo, kot bomo videli, da se na koncu Tone Kralj upira tudi stalinizmu oziroma zgodnjemu titoizmu, ki je bil kopija sovjetskega modela prvih 10 let in takrat kralj nariše najbolj intrigantne in izzivalne podobe tudi Tita, Jovanke in tako naprej. To bomo še videli. Torej, kot rečeno, tale zgodba se začne tam, kjer se konec 20. let, kot je kolega že opisal in omenil, pač izbriše vsako možnost uporabe slovenščine, slovenstvo mora izginiti. Skratka, vse je prepovedano. Poznamo usodo Lojzeta Bratuša, zborovodja, ki so ga zaradi tega zastrupili in tako naprej, da je potem seveda podlegel temu mučenju. In vsaj delno ostane izven tega ta notranjost cerkva. Šlo je pa za to, da na koncu dobimo nekaj takega, kar deluje, kot bomo videli, kot neka subkultura, družbeno gledano, kot ena Biblija pauperum, kot so temu rekli v srednjem veku, za nepismene oziroma v primeru Slovencev v Italiji na nepismenost obsojene ljudi, ki materinega jezika niso smeli več uporabljati. Stilistično je to podobno pač neke vrste risanki, socialno subverzivno pa seveda grafitu. V primorske cerkve, to je treba omeniti, je s Tonetom Kraljem prihajalo nekaj, kar je poželo ali imelo zelo velik odmev v vsej Evropi. 3-krat zaporedoma je bil namreč recimo izbran za razstave na Bienalu v Benetkah pod strogo režijo. Potem razstavljal je v Londonu, Parizu, Strasbourgu, Luksemburgu, povsod, pač po Evropi in s tem je ta ekspresionistična motivika, izraz, črta prišla v te slovenske cerkve, v najbolj zakotne prostore. Torej, tukaj smo rekli, se začne risanje te, ne, sem šel nazaj, risanje te meje in pripravil sem, tole zdaj vidimo današnja meja med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo. Tole, kar imamo pa tukaj, če bo kaj videti, ne, ni videti, ampak dobro. Ta rdeča črta je pa današnja meja, tista pa rapalska meja iz leta 1920, ki je pustila pač 500 000 Slovencev in deloma tudi Hrvatov v Julijski krajini pač v statusu manjšine, ki je bila izpostavljena potem seveda temu brutalnemu zatiranju. Tukaj vidimo zdaj, tukaj je ključ razumevanja tega, tudi metodologije prostorskega obrata. Kaj jaz vem, kategorični imperativ special turna prostorskega obrata analize je poglej na zemljevid, šau mal auf die Karte.
Tudi prej je bilo že kaj napisano o Tonetu Kralju. Marsikera cerkev je bila celo omenjena ali kakorkoli že opisana. Kar je manjkala celota. V bistvu se avtor knjige sreča s tem, s čimer so se srečali italijanske oblasti, karabinjerji, s čimer so se srečali takrat, ko so videli samo eno cerkev in zaradi, kot lepo rečejo Nemci, wegen Hochbäume haben wir den Wald nicht gesehen. Zaradi visokih dreves niso videli gozda. Če bi en karabinjer ali nekdo šel 3-4 cerkve naenkrat pogledati, bi hitro razumel, da nekaj ne štima, nekaj ne deluje. Ampak tega ni bilo. Šel je pogledati eno in potem nič. Ko smo šele to narisali, smo dobili ta občutek, zakaj pravzaprav gre. Tako da zdaj lahko pogledamo nekaj primerov, kako smo z uro, ne smem pogledati. Kar dobro se držim, še 5 minut. Tukaj vidimo tipičen primer take zakodirane slike na Šentviški gori leta 1941. Bičanje svetega Vida, ki vedno znova reprezentira ali simbolizira slovenski narod. Bičata ga črnosrajčnik, levo, v črni srajci se pravi fašist in seveda blondinec v rjavi srajci arijec, nacist. Bičanje pa nadzira Mussolini v značilni drži. To je ta drža, to si je kralj vedno znova prvoščil, ali pa ta obraz, tukaj spet sveti Vid na natezalnici. Zanimiva je ta figura, ki je spet nacist v jerhastih hlačah, blond, z vojaško čepico, manjka enko slike, z nemško vojaško infanterijsko čepico na glavi. Tam vidimo simbole Rima, se pravi fašijo in tako naprej, in seveda to je Mussolini, to je pa ta obraz. In tako naprej se Tone Kralj, zdaj gremo v Hrenovice, vidimo svetega Mihaela, nadangel Mihael prebada satana. Ko sliko zavrtimo, vidimo, da gre za firerja nacistične Nemčije, ki mu pada krona z glave. Pri križanju tukaj vidimo spet črnosrajčnik, rjavosrajčnik, blondinec, pravi arijec in fašist, nacist in fašist, figura v italijanskih narodnih barvah, vedno znova bomo imeli iste motive, kadar gre za trpeče, ponižane, razžaljene so v narodnih barvah, slovenskih narodnih barvah, kadar gre za mučitelje, prepotentne vladarje in tako naprej, imamo pač ustrezno trikoloro uporabljeno na poslikavi. Tukaj vidimo, kako je kralj risal slovensko trobojnico, odkud je uporabil modre žeblje in s tem dobil belo-modro-rdečo zastavo. Po drugi strani vidimo tam zadaj v kotu take detajle. Teh detajle je v vsaki cerkvi. Se usedete v cerkev in gledate te slike. In boste, če imate malo sreče, nekaj novega najdli. Neko novo simboliko, neko novo sporočilo. Opozoril bi na tistega jastreba, ki je na tejle na sporu, Senatus Populus Romanum, in tale je tole, to ni orel, kot bi moral biti, ampak neka kuri podoben, en čuden stvor. Tukaj vidimo spet pri kronanju, ampak ko približamo sliko, vidimo na levi obraz Mussolinija s čelado iz druge svetovne vojne oziroma med vojnama z vojaško italijansko čelado. To je to. Pravi, vedno znova imamo te pare, tukaj ga vidimo spet skritega v drugi poslikavi. Ta je ta spet. V Lokvi na Krasu vidimo, kako spet v nacionalnih barvah rešuje pred volkovi Italijo, Madžarsko in Nemčijo, nacistično, rešuje Kristus Jagenčka. Zadaj pa gorijo brkinske vasi, ki so jih v tistem času požgali okupatorji. Gre pa za to, da je kralj risal in loko tam na mestu, in loko, in je to pač sproti, brez časovne ali geografske distance, risal tam na mestu in s tem bil seveda ves čas izpostavljen med razstrelamenti, med preganjanji, med požiganji, med izseljevanji, vedno znova in to so spet ti trije volkovi. V slivju pa vidimo krasno podobitev Adolfa Hitlerja, tukaj desno, ki ima irhaste hlače in značilno prečko in brke. Skratka, pri križanju slovenskega naroda sodelujeta Mussolini in Hitler. Teh slik bi lahko vrteli, jih je, lahko rečemo, teh motivov stotine, od Višari do Trsta. Ampak jaz mislim, da je to dovolj pojasnjeno
tole, kar se je tale umetnik šel. To je to, ne, tale Führer je tale Führer. In potem, seveda ob koncu vojne, so ti duhovniki pač za nagrado dobili montirane procese, preganjanje in podobne zgodbe. Toneta Kralja je to prizadelo in je se še tretjemu totalitarizmu na svoj vrsten način uprl. Tukaj vidimo podobo iz cerkve v Vrtojbi, kjer je križanik, ampak na njegovi desni vidimo pogubljene. Na sredini je Karl Marx s Kapitalom, desno od njega je Gabriele D'Annunzio, naš stari znanec, ki se pojavlja največkrat, vsaj 15-krat v vseh mogočih poslikavah. Zraven sta pa Tito in Jovanka. Zdaj, kako je to poznal, Tone Kralj natančno poznal, vidimo po tistem prstanu. To je ta prstan tukaj. Ne? To je tisti prstan, ki ga je, Tito je izgubil prvi prstan na ofenzivi na Sutjeski, ker je tako shujšal, da mu je padel z roke. Potem mu je pa Stalin od osebno darilo poklonil tisti prstan, to je v bistvu tale prstan tam spodaj, in to je ta prstan. Nosil ga je vse življenje, z njim se je vedno postavljal, ker je pač Stalinovo darilo to bilo, in tudi želel se je, da ga pokopajo z njim. In kakor vse te zgodbe totalitarnih režimov, se je tudi ta zgodba končala slabo. Prstan so ukradli iz grobnice na Dedinju na koncu. In tukaj smo zdaj spet pri koncu tega pač pri tej zgodbi o teh poslikavah. Ne. To bi bilo o tem do tu. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen wirklich faszinierenden Vortrag und für diese sehr großartigen Bilder. Ich hätte noch ein paar Fragen zu dem Hintergrund. Sie haben von einem Netzwerk von 300 Priestern gesprochen. In welcher Weise haben Sie ihn unterstützt? Sie haben ihn beauftragt. Warum sind die nie aufgeflogen? Warum hat das kein Mensch bemerkt? Denn ich meine, das ist ja schon sehr auffällig, wenn man es so von Ihnen gezeigt bekommt. Z odgovorom na to vaše vprašanje se ukvarjamo vedno znova in znova in ne pridemo do končnega odgovora. Kot rečeno, kot sem že omenil, verjetno zaradi tega, ker je vedno vsakdo videl samo eno poslikavo. Ena taka ovadba je prišla v cerkvi prav v Lokvi na Krasu, ki smo jo pokazali. Noter je prišla ena komisija 3 karabinjerjev, ki so vprašali, kaj so te nacionalne barve. Ne? In Anton Požar, tamkajšnji duhovnik, je rekel, il pittore è un po' matto. In ta človek je malo nor, ne, tale slikar. In ta človek se je še zarežal od zgoraj in so kršli, ne, so pustili. Ne. To je bila ena taka epizoda, ki jo je Tatjana Kralj večkrat povedala, jo pa opisal v svojih spominih Anton Požar. Drugače pa bi drugih razlogov, ker to vendar je treba upoštevati, on je izigral Ovro, italijansko policijo, ki je mafijo uspela spraviti na kolena, da so morali bežati, ne? Ali pa Udbo, s katero tudi ni bilo kakšne šale, da ne govorimo o Globočniku in njegovi ekipi v času Adriatiša z Küstenlanda 43 do 45, kjer tudi ne bi bilo za slikarja nobene milosti. Tako da včeraj smo v šali rekli, da morda zato, ker so bile te slike tako velike, so bile hkrati tako majhne. Ne? Ker tudi, ko smo imeli te obiske, vsi so pričakovali, da so to neke slikce skrite za nekimi oltarji. Ne, to so murali, to je 4x5 metrov, to so ogromni Mussolini, nadnaravnih velikostih. In ne vem, drugače si pa ne bi upal kaj dosti, mogoče spovedna molčečnost. Duhovniki so že tako navajeni neke določene spovedne molčečnosti bili takrat, ne, in so morali to držati. No, pil ni, kar je ponavadi tudi razlog, ljudje, ki pijejo, preveč govorijo. In drugače pa nimam nobenega razloga, da pri taki, bi rekel, množični poslikav in 3 totalitarnih policijskih sistemih, ne, z izjemnimi
obveščevalnimi službami, ne, in bi rekel vohunsko mrežo. Odgovora na to nimamo. Entschuldigung, ich lerne das noch bis zum Ende der Veranstaltung, dass man in ein Mikrofon zu sprechen hat. Sie haben ja in Ihrem Buch auch, Sie schildern ja diese Episode mit dem Besuch der Carabinieri und Sie stellen in Ihrem Buch ein Bild von ihm daneben, was ja tatsächlich, wenn er sich so gebärdet hat, wenn er so geschaut hat, könnte man ja verstehen, dass man eine solche Ausrede findet, weil er lächelt so, dass man tatsächlich das verkaufen kann, wenn man es denn will, den Carabinieri als, er ist nicht ganz richtig im Kopf. Aber ich habe mich gefragt, wie das eigentlich dann nach dem Krieg weiterging. Also er hat es überstanden, er ist nicht aufgeflogen, auch die 300 Priester sind nicht aufgeflogen, dieses Netzwerk. Hat man dann nach dem Krieg ihn als Widerstandskämpfer gewürdigt? Hat man ihn gefeiert dafür, was er getan hat? Oder wie war seine Rezeption? Sie haben von Ausstellungen erzählt, aber wurde er auch nicht nur als Maler, sondern auch als Widerstandsmaler gewürdigt? Zelo dobro vprašanje. Prvo, treba omeniti, da se je kralj nekako prilagodil temam dneva. Risal izgradnjo Nove Gorice, risal Litostroj, tovarne, ampak istočasno, ko risal Novo Gorico, je narisal tudi Tita in Jovanko. Drugač pa, skratka, je po vojni šlo za vprašanje monopola nad antifašizmom. Čim bi se dotaknili Toneta Kralja in njegovih antifašističnih poslikav, bi se odprla Pandorina skrinjica teh 300 oziroma 286 duhovnikov je leta 36, toliko jih je po konzularni, so jih prešteli na konzulatu v Trstu. In šlo je za vprašanje antifašizma, v smislu monopola nad antifašizmom. V nekaterih državah v Evropi, recimo DDR bivši, je bil to utemeljitveni mit, in podobno je bilo v Jugoslaviji. Antifašizem ni bil zdaj za kogarkoli. In kralj je moral zelo molčati, še leta 1972 v enem intervjuju pravi, poklicale so me tajne organizacije. Ni se pa upal povedati, katere organizacije. To se pa ni upal, zato ker je bilo to takrat tabu tema. Antifašizem je bil rezerviran za komunistično partijo. Dobro, na drugi strani je tudi res, da realen socialistični koncept umetnosti, real socializma, znanovščina, ki je tudi na Slovenskem takrat gotovo ni bila naklonjena cerkvenemu slikarstvu. Ampak dejstvo je, da je potem on naprej slikal še seveda 30 let skoraj, in popravljal, dopolnjeval, ker treba povedati, to niso freske, to je olje na zid, aseko, to ni fresko, Zato tudi tako propada, zato je treba vedno znova skrbeti, da se obnavlja. In kar je paradoks, to si lahko tudi prvoščimo tukaj povedati. Za italijanske poslikave je bolje poskrbljeno kot za slovenske, zato ker imajo Italijani dosti boljšo zakonodajo, tukaj se obračam tudi na politiko. Če bomo pustili to propast, potem smo pa res kljukci. To bi bil odgovor na vaše vprašanje. Herr Cosciutta, Sie sind ja nun auf der italienischen Seite der Grenze. Wie ist da die Rezeption von Tone Krall? Wird er wahrgenommen? Erkennt man auch da seine Leistung an in beider Hinsicht? Oder ist das für die italienische Öffentlichkeit kein Thema? No, za italijansko javnost je seveda Tone Kralj čista neznanka, to je treba priznati. Ni tako upoštevan, recimo, kot bi si zaslužil. Mi imamo seveda tudi na našem teritoriju, prej ste videli, današnjem ozemlju te
od tistih poslikav Toneta Kralja, tudi Catinaro, recimo, ki je danes v Republiki Italiji, seveda, ne. Cerkev pri Catinari je recimo Tone Kralj poslikal. Ampak te freske so mogoče še premalo cenjene tudi med samimi Slovenci v Italiji. Tako da tukaj monografija, ki jo je napisal profesor Egon Pelikan, je velika spodbuda za nas, da ovrednotimo ponovno Toneta Kralja, njegov ekspresionizem, njegovo antifašistično likovno delo, njegovo markacijo rapalske meje, da se tega zavedamo in seveda veliko stavimo tudi na to, na italijanski prevod in na italijansko izdajo recimo te knjige, zato da se ta umetnost uzavesti tudi v kulturni horizont soseda. Ganz herzlichen Dank, Herr Kossuth, ganz herzlichen Dank, Herr Pelikan. Und ich werde Ihnen jetzt noch mal kurz das Buch hochhalten. Ich habe ungeheuer profitiert von der Lektüre. Und wenn Sie die Gelegenheit haben, schauen Sie mal rein. Ich glaube, das lohnt sich sehr. Vielen herzlichen Dank Ihnen fürs Zuhören.